Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji najnega podcasta Skokcast, lepo pozdravljeni v jubilejni 10. epizodi. Lep pozdrav. Ja, za nami je Poprečen vikend. Poprečen vikend v obeh konkurencah. Sploh pri ženskah nič posebnega. Ja. Pri moških pa rahlo presenečenje, niso bili prvi posamezno. Ampak dobro. Ja, malce se šaliva, ne. Težko bi, ne, zdaj malo nama že zmanjkuje superlativov za formo, sploh skakalc, ne, pa tudi skakalc v zadnjem obdobju. Skakalc je rad ali dobre, suvereno dobre in res zmanjkuje superlativov, ja. Zmanjkuje besed v Slovarju, če lahko rečeva, da je dobro. Se pravi, nič danes bova pokomentirala predvsem svetovno prvenstvo v poletih. Pa zaključek sezone v ženski konkurenci pri skakalcah. Ja. Bova dala prednost... Ženska, ko se bi zašli s koncem. Ja. Se pravi, 2 tekmi na nemškem. Ja, v Oberhofu. V Oberhofu. V bistvu tak malo prezgoden zaključek svetovnega pokala. Škoda. Ja. Škoda. 2 tekme v Rusiji sta odpadli, ne? Ja. Ampak... Ja, glede na to... Mislim to, če... Ja, glede na to, v kakvi formi so bili naši obe največji šampionki, ne? Ja. Nam je žal, da so 2 tekme odpadli, ker Kramerjeva je malo popustila v koncu sezone. Čeprav dvomim, da je za 200 točk, da bi izgubila napram Križnarjeva po Bogatajevi, toliko ne, ampak če bi kakšen COVID se spet pojavil. Ampak smo rekli že zadnjič, da zdaj je bilo to dovolj. Ne, se Kramerjeva zasluženo osvojila, mislim, da je imela tudi največ zmag tej sezoni. Zasluženo. Ja, mislim, da je dobila 5 od prvih 7 tekem, potem pa tudi še naprej. Mislim, da je 8 tekem zmagala, da veliko več kot kjerkoli naša v tej sezoni. Pa naše, mislim, da že od novega leta konstantna stopnička. Če ne celo od začetka sezone, da je bila ena stopnička. Ja, mislim, da samo na 2 tekme v celi sezoni, da ni bilo vsaj ena stopnička. Ja. Če se lotva prve tekme, ženske konkurence v Oberhofu, prva Križnarjeva, druga Bogataj, tretja Takanaši. Ja. Mislim, da so bili potem še 2 med 10, sem pozabil, katere 2. Ja, mislim, da je bila Nika Prevc med 10-terico. Pa Rogel. Pa verjetno tudi Špela Rogel, ja. Ja, v glavnem že na prvi tekmi sta predvsem obe naši najboljši pokazali, ne. Meni je predvsem fascinantno, recimo pri njiju 2, sploh pri Bogataji do olimpijskih iger naprej, da v bistvu ne naredita niti ene napake, ne. Niti en skok, ni da bi, recimo, ko je recimo se kak naš skakalec ali pa tudi drugi športnik ne bori za kako visoko vrstitev v svetovnem pokalu, si kar malo živčen, ne, recimo s njegovim finalnim nastopom, pa kako skačete Bogatajeva pa Križnarjeva sem še smeren, ker pač vem, da se ne more zgoditi, ne. Ja, mislim, lahko se kaj zgodi, ampak očitno niso pokazali teh napak, ne. Oziroma, mogoče nismo videli napak, ne. Napake so bile recimo v Hinselbachu, bila napaka trenerjev v bistvu, ne, ampak ne teoretično napaka skakalke. To se res redko zgodi, ne. Ja, ampak suvereno skače, ampak ko si ti v dobri formi, mislim, da zelo težko narediš napako. Oziroma, tudi če jo narediš, jo z lahkoto popraviš in si ne pozna spet toliko, ne. Mislim, da je to fora, ko si v dobri formi, da pač delaš napake, ampak tudi z napako se lahko očitno najboljši še, ne. Ampak zanimivo, v moški konkurenci, verjetno sicer res, da je moška konkurenca še malo močnejša, malo bolj strnjena, ampak vseeno ni letos takega skakalca, ne? Ki bi ne delal napak. Recimo videli smo Kobayashi na svetovnem prvenstvu poleti zelo povprečno skakanje. Ja. Gajga tudi še v bistvu včeraj zadnji skok se je še nekako prebudil, ne? Ampak to sem dokazuje, da so poleti druga disciplina kot skoki. Mislim, da je to dejstvo, da je drugačno. Mislim, da so sile večje, hitrosti večje in pač to očitno našem ležino. Ja, v bistvu, kje smo zdaj ostali? Ja, pri tej prvi ženski tekmi, sej v bistvu, ne, mogoče da pokomentirava Niko Prevc, ne, še eno iz družine Prevc, ki se vse bliža svetovnemu vrhu, letos je bila mladinska svetovna prvakinja in v bistvu je zelo hitro, ne, preklopila v to člansko konkurenco. Ja. Zanimivo jo bo spremljati naslednjo sezono, ne? Ja. A se bo čisto priključila temu svetovnemu vrhu? Ja, pa da bo še ena konkurenca našim 3 trenutno, ne? Da bo 4 med sabo, da se bo tolkla, to bi bilo idealno.
Ja, nekako ravno pravi čas je prišlo zdaj o upokojitvi Špele Rogelj, da je bo kot ta četrta članica zamenjala. Imamo pa tudi Jernejo Brecelj, ki je tudi skozi blizu deseterice. Prav tudi Bogataja, kot sem slišal, ne bo zelo skakala, kar je škoda. Ja, zelo škoda. Zdaj v bistvu, če gremo na drugo tekmo, če je kdo rekel, da pač po prvi tekmi Bruš ne more biti, se je zmotil. Tako da po drugi tekmi se lepa trojna slovenska zmaga, prvič v ženski konkurenci. Da je katerokoli reprezentanca zmagala, ja? Ja, trojna, to je prvič, prvič v svetovnem pokalu sploh, da je ena reprezentanca dala trojno zmago. Ja, prva Bogatajeva, druga Križarjeva, tretja Klinčeva, četrta Kramerjeva, če se ne motim. Mislim, da je. Ampak pustimo četrta mesta. Ja, zanimivo, ne. Da se tudi Ema se je hitro vrnila po te odsotnosti zaradi covida, ne. Pravi, če tako je prišla na stopničko nazaj. Ja, res nek poseben ekipni duh se mi zdi, da je te v naši ženski reprezentanci. Ja, res je tako. Pač veš, ko si doma, tudi lažje, pa če se spodbojo drugega, je res lepo gledati, no. Pa tudi uspeh je bolj si sproščen. Pač to je, če preverjaš, ne vem, če imaš ti ljudi na šihtu, ko imate dobro kemijo med sabo, ti boš lažje šel na šiht, pa bi bolj produktivan, ne. Ko recimo, če veš na šiht, ko ga ne maraš. Če so ljudje, ko jih ne maraš, tam, ne. To je neka primerjava malo, ampak ja. Ja, ta zdrava konkurenca, kot pravimo. To je, da zdrava konkurenca tudi mora biti, ja. To mislim, da je celo bolj do izraza prišlo pri moških na poletih, ker mislim, da pri ženskah so 4, oziroma v bistvu 3 so, prve 3 dane so med sabo dobro konkurenčne, mislim prve 3 včeraj. Pač Bogatajeva, Klinčeva in Križarjeva so mislim, da tam prav Rovljeva, Prevčeva, Breceleva so pa... Šlo bo tem malo zanimivo. Malo zanimivo, ampak vse se da še zboljšati, ne. Ja, to je malo strašljivo, ne. Kako še boljše od tega. Ja, zdaj omeniti moramo, da je Slovenija tudi prvič letos osvojila pokal narodov. Ja, spet tudi že konferenci, ja. V moški pa mislim, da tega še niso, ne. Ne. Letos so 4, mislim, da ne. Ampak še, mislim, da so Avstrijci 3, ja, ali so Norvežani. Mislim, da so Norvežani 3, ja. Ja, Nemci, Avstrijci, Norvežani. Mislim, da se Nemci pa Avstrijci borijo za prvo mesto, so tam nekje v 100 točkah, ne. Norvežani so pa mislim, da tam je njih 100-200 točk pred našimi. Ja, to se mogoče da, ne, v takem skakanju. Ja, da so zdaj poleti do konca, vidimo, kakve letalce imamo, ne. Ja, drugače pa naša ženska ekipa je pravzaprav podolgla konkurenca od Avstrijke, so bile še to samo na račun Kramerjeve, pravzaprav. Ja, v bistvu. Res malo bliže, vse ostale pa. Kramerjeva je pač pobrala velike stane Globus, ne, smo že rekli. Ja. Naši dve sta bili druga, tretja, ne, na koncu. Tako, mislim, da je bila še tudi nekaj prej smo deseterica, če se ne motim. Ne, Brecelj je. Je bila Rovljeva. Je bila Rovljeva, Špela Rogelj še med deseterico, ne vem zdaj točno, katera je bila. Čeprav mislim, da je stara 27-28, mogoče malo prezgodaj za upokojitev, ampak če pogledamo moške skoke, recimo približno v tej fazi razvoja, kot so ženski zdaj, so se tudi v bistvu tudi upokojevali pred 16-17, pa 30 je bil že veteran, ultra veteran, tako da mogoče Proče pogledamo pa... Ja, ampak Daniela Iraško, Ravno smo to imeli, je pa Kasaj, ženski skok. Zanimivo, da. Ja, mogoče če se dotaknejo še Špele Rogelj, ne. Neka ena od, bomo rekli, pionirk slovenskega skakanja, resno, ne. To veš, da je bila ona prva slovenka pokala. Sem čul, ja. Sem Slovenka. Prva Slovenka zmaga. Ja, je nek tak predlom. Lih na tekom prelomnem obdobju je bila na vrhuncu, ne. Ja. Malo škoda, res malo prezgodaj. Malo je prezgodaj, ja. Ampak ima svoje cilje, svoje plane. Ja. Si mogoče slišal, zakaj zaključuje? Jaz sem čul, da si pa želi končati nekako, ko je še v vrhu, a ne, in letos je bila konkurenčna med deseterico, ponovadi, da se želi nehati, ko je še v vrhu, a ne. Res je tudi naprej, da teh je bila celo borbe za stopničke, ne. Ja, celo 100 metrov je skočilo v prvi seriji, ja. Ja, ampak gre, da nehala, ko je na vrhu, to je super, da si ni jajca na 30 mestih, ne. To je v redu, da nehaš, ne. Edino Rok Benkovič je nehal, še bolj na vrhu. Ja, mislim, on je... Kot svetovni prvak, praktično, no. Mislim, da on nehal 2-7, kar 2 leti pa so na prvenstvu.
pa bil star 20 let, če se ne motim, pa tudi 2-6-2-7 iskal. Verjetno je največji enigm naših skokov, je bila ta Begovičeva kratka karijera. Jaz se spomnim, je on nehal zaradi tega, da so študij dokončati. Očitno takrat, če ni bilo to prilagodljiv sistem, v te danes, da lahko pač ti delaš izpite nadaljavo, recimo. Takrat 2-7 se je in tako veljalo tako klepet, pa te fore, videoklici, ne vem, če so preveč. Ja, in to je tudi vprašanje, kako je bilo s temi roki, ne, če bi lahko vse poleti, ko ni sezone in tako, ne. To so bili drugi časi, zdaj pa imaš recimo je v Kranji športna gimnazija, ne. In v bistvu pač vse te upoštevajo, pač, da so športniki in pač jim dajo takrat zapisati stvari, da opraviti izpite, ko imajo čas, ne. Takrat očitno, če niso tega sistema, da so pogruntali, sklepam, ugibam. Ali pa so, pa vem, ko viš ne hotel več skakati, da se presiti ne moreš nobenega. Moralo se pa vse malo dotakniti tudi še ene teme. Malo morbidne teme. Te dotakniti še eno je nehal na vrhuncu, ne? Tako, to je res, ja. Ta pa je nehal na absolutno vrhuncu. Na absolutno vrhuncu, ja. Malo ne radi govorimo o teh stvareh, ampak Zoran Zupančič je odstopil z mesta trenerja ženske reprezentance, res letos je dosegel vse, kar se da. Edino... Razen kristalnega globusa. Ja, pa silvestrske turneje, ne. Ja, tako. Ampak tu so vse motivacija za drugo sezono, za naslednjega trenerja, ko bo prišel. Upamo, da bo vse tako uspešen. On je bil zdaj, mislim, 4 leta, že 4-letni ciklus in ravno letos se je tudi rekel v izjavi, da je bilo njegovo 4-letno obdobje, 4-letno delo letos končano, na najboljši možni način. Se res osvojil vse, kristalni globus je osvojil pokal narodov, doživel je pač trojno zmago, pa je doživel olimpijsko medaljo zlata. Mešano, tudi pol njegovega dela bo zdravo. V bistvu res vse. Vse. Škoda, ampak tako da najdejo trenerje, ko bo lahko zapomnil večevle, ko lahko stopil večevle, ko so gromozanski. Lahko postane trener poljske reprezentance moške. Sem čul, da Doleža odhaja po koncu sezone. Mogoče mu bo pade sekera vmet. Upam, da bo ostal v skokih, in da bo dobil eno tako zadolžitev. Res hočeš, da trenira moške, pa da je tako uspešen kot ženskami. Če ženi pride pa v slovenske reprezentance. Ja, seveda, samo... Ampak mislim, Slovencem reči se vedno, ne? Ja. Mislim, da tudi Robija Hrgota ni ravno zamenjavati, ne? Mislim, da smo zaključila ženski mogoče, da še to zapravi uradno je pač razlog, da odhaja zaradi nesporazuma s Smučarsko zvezo Slovenije. Sem pa čul, da je v intervjuju enem rekel tudi, da v bistvu odhaja kot neke vrste protest, protestno zaradi tudi nestrinjanja s politiko, pod narekovaji, ki jo vodi FIS, se pravi Mednarodna zveza, ki se po njegovem mnenju še vedno precej zanemarja ženske skoke, jih zavira in s čimer bi se lahko kar strinjali, ne? Lahko bi se strinjali, če pogledaš še vedno večina tekem na 90 skakalancah, mislim, da bi komod bi lahko skakale na 120 metrskih skakalancah, na normalnih, v najmanj žargonu, na velikih skakalancah strokovno, pa na normalnih skakalancah, pa na takih ko moških, na polete pa se je zanimivo za gledati, mislim, da trenutno prve 4 sezono pokalo, a mogoče prvih 6 je bilo sposobno da stvarno to delati. Mislim, da bi šlo, da so take forme ostale, pa ne vem, treba bi probati, to zdaj ne moraš. Ja, gremo na polete, pa probajmo, da vidimo, kar bo bo. To ne gre, če se 20 pobije, tam ne bo šlo. Ja, to se je čisto strinjam, da kar se tiče poletov, je verjetno razvoj ženskih skokov vseeno še v prezgodni fazi, ampak bi pa recimo se mi zdelo smiselno, kot je recimo v smučanju, da skupaj potujejo na ista prizorišča, recimo je moška tekma v Willingenu, pa je ženska v Willingenu, pa je v Zakopanah, pa v... Tako, to je tako, pa da je bližnje isto število tekem. Ja, edino, ko pač pride moški poleti, bi se njim našel nek nadomestni termin, recimo, ne? Ja, ampak to je bilo super ideja. FIS, če gledate... Ni samo Zoran Zupančič krizi, če tudi mi dva sva, tako da... Se samo strinjam, malo res zavirajo ženske skoke, Recimo, on se je predvsem jezil, to sem zasledil, glede tega zaključka, češ da sploh niso v bistvu organizirali enega pravega zaključka svetovnega pokala,
te zadnje tekme, da so ga organizirali kot čisto enako tekme kot vse ostale. Tudi to je mogoče, da so povedali zadnje tekme v Rusiji, to je mogoče imelo nek, tudi to je verjetno vplivalo na ta načrtovanje. Ampak so vedeli, v bistvu, že mesec prej skoraj, da sem zaključil sezono tam. Bi lahko mogoče kaj pripravljali, ampak da pustimo to. Konec sezona je, uspešna je bila. Ja, tako da lahko samo upamo, da bojo zbrali dobrega trenerja. Tako, in da bojo te uspehe nadaljevali tudi v naslednji sezoni. Tako, da skakalke so dobre. Kar dobre, ja. Ene mlade še prihajajo, to je dobro. Zdaj pa, če se obrneva še po letu, svetovno prvenstvo v Vikersundu. Malo nekega preizkusa, vse meni, ampak malo, sploh kar se tiče posameznih 4 serij. Zajec je bil predober, v bistvu. Zajec je bil predober, pa vseeno bi končal na drugem mestu. Komentirali smo v bistvu takoj po koncu tekme, da v bistvu ni fair, da je bil na nek način kaznovan zato, ker je predaleč letel. V bistvu ni letel predaleč, za njim se ni želeli narediti ostalim, ko ni bilo potrebe za to. No, mislim, da letel je predaleč z vidika telemarka. Letel je na dvakrat, je poletel tako daleč, da biš ni mogel varno telemarka narediti in ta pomanjkanje dveh, treh točk pri vsakem sodniku je tako veliko na koncu, da... In če je dvakrat tako skočil, se hitro nabere 9 točk. Mislim, že samo ta čisto preprost podatek, da je svetovnega prvaka Lindvika preskočil za 24 metrov v 4 serije, pa bil 10 točk za njim, pove vse. Zdaj si to najboljši letalc na svetu, čeprav ni svetovni prvak v poleti. Ampak je pa najboljši letalc trenutno. In to je pokazal potem tudi na ekipni tekmi, ki je obakrat nižjega naredil od vseh ostalih. Krepko preskakoval. Mogoče je bila to vrahla napaka Hrgote, da ni nižal na leta že na posamečnih tekme. To bi mogoče bilo smiselno narediti. In sem potem je mogel skočiti 228 metrov, kar verjetno bi. Je to tvegano. Je to tvegano, če bi veter v Hrgot, pa verjetno bi tudi oni tudi žirije ni želeli narediti, pa so vse ostale, če bi videli, da gre. Ampak lahko bi probal. Ker na ekipni tekmi je imela Slovenija vse skozi tako veliko prednost, da si je lahko privoščil, da je tvegal, tudi če bi teh 7.8 šlo stran, bi bila razlika samo 120, ne 128. Slišal sem, da je to največja ekipna zmaga na svetovnih prvenstvih v paletih. Mislim, da pa ni največja ekipna zmaga v paletih, mislim, da imajo največja točkovna razlika. Mislim, da pa še Norvežani, ko so, mislim, da blizu 175 točk premagali druge takratno. To je bilo tudi dolgo nazaj že. In če to je verjetno samo svetovno prvenstvo. To je bila v bistvu napaka, v ostalih pa mislim, so za Norvežane višji narediti v slabih razmerah. In se v bistvu poznalo, ko so šli oni 180, Norvežani pa 230, 240 in se na te razlika. Naši so pa zmagali nekaj razliko čisto kot solza. S tem, da mogoče je bilo že tu razlika še kar precej višja, če ne bi Geiger naredil res od najboljšega skoka vikenda, ravno v finalni seriji, da je potem malo znižal za ostali. Pa smo bili 10 točk, skratka, če se malo dotaknemo, zdaj najprej še posamične tekme, naši so napovedali, da so bili prvi favoriti pred ekipno tekmo. Že tudi, ko sem spremljal treninge, so bilo 6 skakalcev. Mislim, da na treningih jih je bilo enkrat celo 6 med prvih 8. Da tudi tu poveda konkurenca znotraj ekipe v bistvu ubijalska, če pogledaš, da se moraš res zboriti mesto med 4 v ekipi. Ne se kar pazijo, Avstrijci niso Norvežani, ki v Obradorfu skače 7 Slovencev, v Plenici lahko pa celo 13 jih skače. Glasno, ko me čakamo na te stvari. Sploh pa Nica bo letos res konča spet tako, kot si vsi želimo in smo čakali zdaj že dolgo. V bistvu je imel Hrgota zelo nehvaležno težko nalogo že izbrati od 6-4, ki so lahko nastopili. Tako tudi z tega vidika je škoda, da ni zdaj svetovni prvak na poletih, bi imeli lahko na naslednjem prvenstvu 5 skakalcev. Da pa smo štiri spet. Drugače, tudi koliko sem spremljal, je bil Cene Prevc. Je zelo želel, da bi skakal kot predskakalc. In je tudi kot predskakalc, mislim, da je skakal blizu 240 metrov.
To pove nekaj, ne, da pač, če ni takšen skakalcev v ekipi, ko lahko skoči 40 metrov, da spovejo sami ekipi in mislim, da je čisto zasluženo, da so s tako razliko zmagali. Ja. Mislim, da bi in Cene Prevc in Lovro Kos prišlo v katerokoli drugo ekipo, trenutno razen slovensko, ne? Ja, mislim, da bi, ja. Mislim, da bi. Ja. Ker vse ostale ekipe so imele vse kak slabši čel, ne? Ja, slabši skok, ampak. Me pa v bistvu fascinira to, da je Lindvik v bistvu pobral in olimpijsko zlato medaljo in zlato arsenal. Ne vem, če še kakšen drug lokalc, če v eni sezoni je svojo zlato olimpijsko in zlato arsenal prvenstvo poleti. Treba, mogoče kakšen nekaj. Ja. To je, ampak ja. Na najni lestvici mogoče bi zdaj poskočil gor Lindvik. Ja, mogoče bi se znašel, da ne, ampak. Ja, pred prvi 10 sigurno, da. Ne, sigurno, ne. Še bilo malo bo še malo, ja. Tako. Ja, v bistvu zdaj, če bo recimo do konca Kobayashi nekako uspel ohraniti prednost pri Geigerju, da bi dobil globus, bi v bistvu potem Geiger po tako izjemni sezoni stal brez vsega, ne? Razen bronaste medalje na olimpijskih igrah, no. Ja. Ampak v bistvu, Kobayashi in Lindvik bi se v bistvu potem razdelilo vse, kar je bilo pomembnega letos, ne? Ja. Vsak pa eno zlato olimpijsko in pa eden svetovno prvenstvo poleti, eden globus, ne? Ja. Sezona je še dolga, čeprav zdaj ne vem, kdo izmed Geigerja pa Kobayashi je boljši letalc, ne? To je zdaj... Jaz bi rekel, da je Geiger malo boljši letalc, predvsem je pa v malo boljši letalni formi zdaj, ne? Ja. Kobayashi je bil lepo prečen, ja. Se tudi Geiger do zadnjega skoka. Ja, zadnjega skoka. Zdaj pa, ne vem, mislim, da mu planica Geigerju bolj leži, čeprav tudi Kobayashi ima rekord v planici, ne? Ja. Jaz ne vem, kaj je zavedal, mislim, da bo Obrador bil tist rahlo odločilen, mogoče. Upamo, da ne bo nemška kuhinja spet. Ja, to je bila nemška kuhinja, samo prvenstveno z naleti, ne? Ja. Tu smo te teorije. Ja. Če bi Zajec lahko v Telemark naredil, ja. Potem bi bilo mogoče... Bi bilo dovolj tudi brez naletov, ja. Ja, mislim, tudi bi lahko nižje kot Gorčar ne bi bilo dovolj, ne? Moram pa omeniti zdaj na tem mestu, kako me je malo razjezilo, tisto, bomo rekli po domače, mučkanje z naleti pred Geigerjem, ne? To je bila druga serija. Druga serija, ja. Vedno je nekako navada, da se med odmorom spreminja nalete, ne? Se pravi, tik pred deseterico je kot 11 skočil Geiger, ampak so najprej nalet, potem so se še čakali. Ampak ni pomagalo. Ni pomagalo, ne. Prvica skozica, ne? To je tako, mislim, dost nesubtilno so to naredili, no. Lahko bi samo pač nižje pa hitro spustili, pa bi bilo, ne, da pazo mogoče. Pa to gre pa res zelo, res pa tako, da malo sumljivo, no. Ja, pa tale korejski sodnik, ne. Verjetno tako prosto cena, se njegova cena črtala, da nima smisla. V bistvu je vprašanje, kak smisel je, ne, da, ne vem, verjetno gre za neko željo po popularizaciji skokov, da se pripelje sodnike iz nekega drugega kontinenta in to. Si opazil, da že nekaj časa ni bilo mega slovenskega sodnika? Ja, to je zanimivo. Ja, v Oslu so imeli dva Norvežana, ne vem kaj, na olimpijskih igrah tudi mega nagrad, tudi lahko ni bilo Slovenca. Ja, zanimivo. Ja, pač predobri smo. Ja. Najprej so nas prek Slatnarjevi smuči hvatili. Ja, tako pa to ni pomagalo. Ja. So te teorije zarota, mogoče zmo resnice. Ja, tako da, ja, upajmo, da ga ne bo zdaj do konca na poletih, ker je bilo res zanimivo, da je bilo vsakič njegova cena pričrtana. Ja, upam, da bo vsaj v planici kakšen slovenski sodnik. No. Ja. Mogoče Trige bratje Prevc pa še oče Prevc kot sodnik. Mislim, da je. Pa je on še aktivni sodnik, to pa ne vem, vem, da je bil nečas, da je bil sodnik. Ja, to vem, ja. Pa mogoče ne bi bilo objektivno. Ja. Je bolj že tako, da so trije norveški sodniki. Ja, tako, trije norveški, pa dva avstrijska. No, to še moram pokomentirati, se pravi, končni vrstni let je bil Lindvik prvi, Zajec drugi, Kraft. Moram priznati, da pred prvenstvom sem napovedal, da bo Kraft zlat, pa Lindvik srebrn. Ni bilo čisto tako, ampak moram reči, da me je Kraft kar malo razočaral proti koncu, ga je nekako malo zmanjkovalo. V zadnji seriji, jaz sem bil v bistvu prepričan, če bo kdo zafrkal, da bo Lindvik ga zamočil, ne Kraft, ampak se zmotil. Naši pa
četrti, peti, šesti. Drugi, četrti, peti, šesti. Tako, seveda poleg drugega mesta. Peter Prevc spet z vesebno medaljo. Ampak malo lažje bomo zdaj prebavili, ker je dobil Zajec. Ja, da bi pa srebrna. Čeprav to mi lahko bi znato, da bi ima. Ja, seveda. Vedno je nekaj, kar nas žre, ampak mislim, da smo z drugim, četrtim, petim, pa šestim, jaz sem pa res lahko več kot zadovoljen. Domen Prevc je zavohal polete, on skoči ven iz krste in pač solidno dela svoje delo. Zanimivo, bil je do zadnjega skoka v bitki za stopničke, potem malo padel na šesto. Vesel sem za Laniška, da je končno tudi on bil zraven, zdaj prej na velikem uspehu. Tako, me se je razmilo po olimpijskih igrah, nekaj medalje. Pa zdaj pa se je tudi zasluženo bil v ekipi in tudi zasluženo od skapa, da tako se spodobi. Na koncu je bil tudi peti posamično. Na ekipni? Na posamično. Mislim, da je bil pa drugi celo. Mislim, da med najboljšimi tremi, če bi šteli posamične nastope ekipne tekme. Tudi dokazal sem, da je tudi letalc dober, da sem dober skakalc, ko je v formi. Peter Prevc pa velika tekmovanja, to je pa zanimivo. V svetovnem pokalu se letos nimaš s čim kaj posebej zahvaliti. Mislim, da šesti mesto na začetku sezone. Kaj za takega šampiona nič posebnega. Ampak olimpijske igre in svetovno prvenstvo pa... V bistvu 3 medalje velikih tekmovanja. 2 z olimpijskih, eno iz prvenstva v poletih. In prav veseli, da se domače sam še poleti, očitno je v zelo dobre letalske forme. In mogoče se mu tudi odpre, da ne bo četrti, v tretji, drugi pa prvi. Že dolgo časa je videla njegove zmage. Trojna zmaga v Planici? Zakaj pa ne? Trojna zmaga v Oberstdorfu, tudi lahko. Tudi lahko, brez problema. Lahko tudi četvorna, to je beseda. Četvorna zmaga, šestorna, sedmorna, karkoli. To je bilo pa že kičasto. Ja, to je bilo že preveč, vsaj na Lindvika Krafta treba računati. Tudi Geiger in Kobayashi bosta morala enostavno se zbrati. Mislim, prednost ima ta pred tretjim več kot dovolj, ona bosta prvi in drugi si. No, mislim, tudi na te tekmo bosta verjetno bolj pri vrhu, ker se bosta med sabo borila in se bosta verjetno znala naprej en drugega. Na 14-15 mestu se prav dvoma, da bo to, ker sta še vedno v dobrej formi. Mislim, da samo je pač v Vikersundu letalnica zelo selektivna in v bistvu Kobayashi ni bil dosti dobrej formi za Vikersundsko letalnico. Recimo tudi Kamil Stoh, eden večjih osmoljencev tega prvenstva. Tudi zadnji skok je pa skočil dobro. Zadnji skok se je pa najdel skupaj jezik z letalnico v Vikersundu. Čeprav sem se zelo znašel na ekipni tekmi v drugi seriji Domna Prevca, ki je pač prepuzal nekaj 220 metrov 10 cm nad hrtiščem. Takrat nam je verjetno edinkrat na tej tekmi, da nam je res malo zastal dih. Ker če bi se tam skok končal, bi lahko imeli težave še do konca. Medalja bi bila. Medalja zagotovo, ampak kar nisem zlate medalje. Tudi zlata zelo verjetno bi bila, čeprav malo težje, ima manjše razlike. Bolje se treba potruditi, Tako je bilo pa res rutinirano. Dejansko od prvega skoka do zadnjega so vodili in se je vedelo, da bomo zlati pravzaprav. Po skoku Domna Prevca se je v bistvu že skoraj vedel. Tudi Peter Prevc me res navdušil na Vikersund, da je skakal 30 metrov. Tudi Zajec sploh, Lanišek, tudi res super. Res, ko me čaka, da bi lahko imeli 7 letalcev v ekipi. Mislim, da treba imeti še celinski pokal. Mislim, da sta Jeler in Pavlovčič, da so tudi tam, mislim, na stopničkah. Jeler je bil prvi, pa Pavlovčič tretji na prvi tekmi, na drugi tekmi je pa tudi zmagal en Slovenec, ampak moram priznati, da gre za enega mladega, ki ga ne poznam in si nisem zapomnil. Bombek, ali? Nekaj takšnega. Bombek, mislim, da je bil Bombek, Pa mislim, da je bil Jeler tudi na tej tekmi, na stopničkah. Tako da tudi celinska pokala so naši bili odlični. Pa še da se ne bilo voziti, celinskega pokala. Verjetno bo Jeler prišel. Pa že Semenič je letalci. Mislim, da bo... Očitno so vsi letalci v slovenski reprezentanci. Če dobro Kos in Domna Prevc ne prijete zraven, pa sta dobra letalca, ker bo vidno srednjih skokov v Vikersundu, zelo težko v Polče kakšen dober letalc pride v ekipa. Ampak za enega je še placa, Ja, že za enega bomo še... Verjetno bo res Žiga Jeler, ampak
Ne, bil bo presenečen, če je bil tudi 7. V planici je lahko 13. Bo pa 13, bo pa verjetno vsi ti, ki so tudi v srednjenskem pokalu dosteli, dobili priložnost. Ko me čaka, Res. Ko me čaka, Končno bo res praznik spet v planici, ne. Pričakuje se polno število gledalcev, ne. Odvisno, koliko bo aktivnih gledalcev, no, to je... to je v planici vedno. Veliko verjetno še pasivnih, ko bojo na prizorišča, pa ne bojo gledali skoke. Tako, to je vedno. Oziroma ne bojo v primernem stanju, da gledati skoke. Ampak tudi to je planica v končni fazi. Ja, to je čar. Zato pa je planica ena sama, ne. Se nima pa kje se predobri so in prehvalila sva že, še bolj hvala pa ne gre. Ja, sej, da bi bo pretiravala pa zdaj tudi, ne. Se povejo vse sami, ne, se imajo najni gledalci televizijo pa vidijo, ne. Našli so tudi kritizirati Zajca, ki je bil šele drugi, ko ni v Telemark davčil. Mislim, da sva jih hvala in kritizirala, pa če lahko kritizirala gospod dobri, mislim, da... Pa ne gre slabo, ja. Se pravi, nič do konca, rekli smo, ženske so zaključile s svetovnim pokalom, zgodovinsko dobrim za naše, lahko samo upamo, da bo naslednje leto podobno. Podobno in še boljše. Tako, fant je podobno dobro. Fant je moja pa v bistvu še 4 posamične in še ena ekipna. Mislim, da Oberstdorf ni ekipna. Ja, v Oberstdorfu so samo 2 posamične. Nisem pa prepričan. Mislim, da sem še v planici ekipna, v planici standardno, ne. V petek posamična, sobota ekipna, nedelja posamična pa finalna sezona. In to je posamična tekma 30 najboljših. 30 najboljših pokala, treba podariti, da bi se gledalci že vedo. Mislim, da bo lahko tudi 6 naših nastopilo, a mogoče celo 7, mislim, da jih je 36. Nisem pa prepričan. Mislim, da je vse teh 36, ki stalno skačejo. Lanišče, Zajec, Cene, Peter, ja. Tudi Lovra je, mislim, da Lovra sigurno. Kjer je pa še 6? Čekaj, koga si omenil, se pravi, če gremo po vrsti, Lanišek je najvišje. Najvišje pa je, mislim, da je Zajec. Potem je Zajec, pa Cene prevc, pa Lovro, pa Peter. In še enkrat smo zgubili. Jeler, ker Domen ni, ne, Domen je prepozno začel. Za Žigo Jeler pa ne vemo, je 30-terica, ne. Ampak škoda malo, ne. 5 zagotovo, no. Ampak škoda tudi malo zdolna prevca, ker je res v dobre letalske forme, ne. Mislim, kdaj ni v dobre letalske forme, da to je bolj vprašanje, ampak ja. Edino, če dvakrat maga v Oberstdorfu. Ja. Pa mogoče še na tretjič v planici, s 30 točkami več, pa mogoče prišel že med 30. Mislim, da šel med 30, ja. To da je še upanje. Je še upanje, gremo domov. Po 3 zmage zapored. Tako. Ja, mislim, da nam bo če zaključiti. Tako, se pravi, spremljate polete še naprej, skoki smo za leto skončali. Tako da lahko spremeniva v Poletkast. Poletkast. Tako da, midva se pa oglasiva po tekmah v Oberstdorfu. Tako, naslednji vikend predvidem. Naslednji vikend, upamo, da z novimi slovenskimi uspehi. Jaz pričakujem kakšno zmago, ne vem to, kakšni letalci so, kakšne forme so. Kakšno zmago ali pa 2. Stopnička pa sigurno. Zagotovo, ja. Da se malo grejo za planico tam. Tako, trening. Na 3 zmage. Oberstdorf bo trening več planica. Tako. Tako da ja. Hvala, lep pozdrav in da se vidimo. Hvala, da ste nas spremljali in lep pozdrav.